Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Nekdo od vas me je vprašal, zakaj sem bil tako kritičen do Charlesa Leclerca na veliki nagradi Štajerske. Konec koncev je bil iz strani publike izbran za voznika dneva. Kot ponavadi na začetku nekaj krajših pripomb. Prvič ta, da nisem ne navijač in zagovornik skuderije Ferrari ter Charlesa Leclerca, ter niti ne njihov nasprotnik. Trudim se biti čim bolj objektiven, čeprav absolutne objektivnosti ni, in čim bolj izviren. Torej, da povem moje osebno mnenje, kar seveda, kot dobro veste, mnogokrat poudarim, in da ne prepisujem mnenja od koga drugega. Če pustimo to pri strani, se moramo zavedati dejstva, da Charles Leclerc je bil izbran za voznika dneva velike nagrade Štajerske. Ne samo to, v svoji redni kolumni je Ross Brawn pohvalil njegovo dirko. A seveda z eno pripombo. Opazil je, da v prvem krogu je napravil nerodno napako. In prav okrog te nerodne napake se bo videlo bistvo današnjega prispevka in seveda mojega odgovora. Znano je dejstvo, da Ross Brawn je na poziciji v Formuli 1, kjer skuša biti čim bolj politično korekten. Dvomim, da si upa iti v nasprotje s tistega, kar pravi publika, a vseeno dovolj vešč je, da izpostavi določene faktorje. Sedaj je na nas, bralcih, gledalcih, da interpretiramo tisto, kar je povedal sam. In seveda, Ross Brawn je pohvalil enkratno bojevito dirko Charlesa Leclerca, a dvomim, da bi bila dirka taka, ukolikor v prvem krogu ne bi bilo kontakta s Pierrom Gaslyjem, ki ga je, milo rečeno, Charles Leclerc izločil iz dirke. Seveda, prišlo je nato do drugih kontaktov Pierra Gaslyja, a vse se je začelo s Charlesom. In sedaj, zopet dve pripombi. Prvič ta, da po mojem mnenju, po mojem videnju, je bil Pierre Gasly na veliki nagradi Štajerske bistveno hitrejši. Lahko uporabimo tisti rezultat prvega prostega treninga, kjer je bil Pierre Gasly fantastičen, in seveda drugi prosti trening ne smemo vzeti v obzir, kajti Pierre Gasly se ga ni udeležil, ampak zaradi tehnične napake. Prosti treningi seveda lahko samo nakažejo določeno formo, a tisti rezultat samih kvalifikacij nam to večjo hitrost Francoza v bistvu potrdi. Torej bi težko rekli, da je bil Pierre Gasly v napoto Charlesu Leclercu. Druga zadeva, na katero bi vas rad opozoril. Pierre Gasly in Charles Leclerc imata lahko neporavnane račune iz velike nagrade Azerbajdžana. Namreč Charles Leclerc je izgubil mesto na zmagovalnem odru proti Pierru Gaslyju. In tudi to ostane v podzavesti voznika, posebej če se drugič znajde zadaj in vidi tako imenovana odprta vrata. Mnogi boste rekli, pa kaj, mladi so, dogaja se, bolje je, da so bojeviti, kot da čakajo in samo vozijo v krogu. In z večino takih mnenj se sam osebno strinjam, kolikor se ne ponavlja. Namreč ni prvič, da Charles Leclerc se zaplete v take dogodke. Namreč, ukolikor je nekje tam zadaj v položaju, ki mu ni všeč, ukolikor se znajde v tisti situaciji, ko je v navednicah nemočen, stane morda malce preveč agresiven.
In sedaj, če pustimo veliko nagrado Štajerske 2021 primeru, če se samo ozremo na primer veliko nagrado Štajerske leta 2020, ko se je zaletel v svojega moštvenega kolego, seveda tudi tam je začel dirko malce bolj zadaj. In lahko bi omenili tu tudi veliko nagrado Monaka leta 2019. In seveda tu je treba se spomniti, da so pri skuderiji Ferrari bili odgovorni za to, da je Charles Leclerc izpadel v prvem delu kvalifikacij. A zagotovo niso bili odgovorni za njegovo malodane brezglavo vožnjo v začetni fazi dirke, ki je pripeljala do njegovega odstopa in množice delcev raztreščenih po progi. In če vam to ni dovolj, kaj bi porekli na veliko nagrado Brazilije v sezoni 2019, ko sta zopet trčila s Sebastianom Vettelom. Sedaj tu lahko razpravljamo, kdo je bil odgovoren. A sam menim, da če moštvena kolega trčita med seboj, sta odgovorna oba, torej tudi Charles. A bistvo ni v tem, da Charles Leclerc je ognjevit, vročekrven, da pogostokrat trči. Težava je v tem, da zaseda tisto vodilno vlogo pri skuderiji Ferrari. In od vodilnega voznika v katerikoli ekipi sam pričakujem, da je njegov primarni cilj ta, da prinese domov točke. In točke težko prineseš domov v primeru, da v prvem krogu v bistvu pokvariš celotno dirko. Zavedajmo se dejstva, v sezoni 2021 je Ferrari presenetil v pozitivni smeri. Kar naenkrat je postal dovolj konkurenčen, da se lahko bori z McLarenom za tretje mesto med konstruktorji. A vedeli smo tu na veliki nagradi Štajerske, da Lando Norris pravzaprav ni imel tiste prave konkurence strani skuderije Ferrari. Bi ga Charles Leclerc lahko ogrožal? Osebno povedano ne vem, a mislim, da ja. Ukolikor ne bi napravil tiste nerodne napake v prvem praktično ovinku. Seveda tudi Pierre Gasly bi bil lahko bistveno hitrejši, a problem je v tem, da so pri Ferrariju praktično skozi okno pognali kar lepo število točk. Težava, po mojem osebnem mnenju, je v tem, da je bil Charles Leclerc zaradi nerodne napake nagrajen z nazivom voznika dneva. In spominja me na tisto, kar je kazal še pred sezono ali dvema Max Verstappen. Napako takoj na začetku dirke in na to fenomenalno vožnjo. A spomnimo se, ki je končal na skupni lestvici na koncu sezone Max Verstappen, daleč za Lewisom Hamiltonom, čeprav je bil izjemno visoko. Letos, ko Max Verstappen ne napravi več toliko nepotrebnih napak, je tam na vrhu zgoraj pred Lewisom Hamiltonom. In tega se moramo zavedati, ko ocenjujemo tudi razne napake Charlesa Leclerca. In ne, Charles Leclerc ni mlad voznik. Pravzaprav je enako star kot Max Verstappen. Med njunima rojstnima dnevoma je le mesec dni razlike. Vem, ima manj štartov v Formuli 1, a to gre na račun tega, da je Max Verstappen prišel izjemno zgodaj v Formulo 1. Po drugi strani Charles Leclerc vozi za Ferrari in to ni kar neka ekipa, kjer je dovoljeno vse. Od njihovega prvega voznika, vsaj jaz, pričakujem zrelost. In to v tistih sezonah, ko jim gre dobro, kot še bolj v drugih sezonah, ko jim ne gre najbolje. In tu sem pogrešal na veliki nagradi Štajerske in zaradi tega sem bil kritičen. A kot običajno moje osebno mnenje, da ne bo pomot.
danes je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.